Kje živijo geniji, rosne lepotice, kje živijo pesniki, nežne spovednice? V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, kje živijo Einsteini, mame zgodovino, gimnazijske mišice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premaknjena jutra, nedolžne skrbi, jasni večeri, nore noči. V peti hiši na levi. Dej, dober, konc debate, gremo delati. Ampak bom brala, ne? Ajde. Okej. Akcija. Padla sem v depresijo. Včasih. Na dan mladosti. A ti sploh veš, kaj je kriza identitete? Seveda ne, jaz sem le ubogi šlosar. Kaj si? Ja, šlosar, ne? Kakšen šlosar? Ključavničar, a ne veš, kaj je šlosar? Vem, kaj je šlosar, sam ti kar nekaj pišeš, a sem ti lepo rekla, da rabim en sodoben tekst, a veš? Mlada, moderna generacija, ne pa ubogi šlosar. Pa to je sarkazem, a zastopaš, a ne vidiš, da tip govori v čistih jambih? To je zajbancija na socialrealizem. Ma čista kriza je. Ma ja, čista kriza. Mislim, toliko se duvaš, koliko si inteligentna, tega ne poštekaš, no. Lej, šlosar, pol pa šik. Kriza identitete. Ti si govoril o krizi identitete v tem tekstu. Točno to. Aha, okej. Dobro, samo potem mi pa ti povej, kako naj to odigram. Ne vem, mislim, ja zamislil si, ne vem, da si zelo zrela ženska, ampak mislim zelo. Ja, koliko zelo zdaj? Ja, ne vem, no, mislim tam okrog 40, recimo. To, ka mami. Recimo. Okej. Kar na lepem se zaveš, da je vse skrb za tabo. Razumeš? Denar, ljubezen, družina, vrednote, vse skrb. Pred tabo pa nič. Tema, črna luknja, totalen prazen prostor. Zagrab te taka panika. Groza. Groza, recimo. Ma ne govorim o tvojem tekstu, groza! Kako naj si to zamislim, če nisem stara 40 let? Razvojna psihologija lepo prav. Pubertetniki imajo zelo podobne krize, kot tisti pri 40-ih. Ljubi, tvoja razvojna psihologija je pa zgleda še zelo v razvoju. Mislim, pa kaj hočeš ti zdaj tukaj igrati ali debatirati? Ja, hočem igrati, samo ne tega šita. Veš kaj, šit je, če hočeš biti igralka, pa nimaš najmanjšega posluha za drugega oseb. A zdaj si pa ti že kar profi ratu, zato ker si par strani napisal, kaj, Spielberg! Mislim, dej ne me zezat, a veš, mislim, kako pa misliš, da delajo tam v Actor Studiu? No, kako? No, povej. Ja, ti povej. No, ti bom povedal. No, povej mi, no, Takoj. ajd. Človek, ne, pa je lahko še tako mlad, je potencialen starc. Ti si totalno odpilen, pej ti svojo krizo identitete ne, na maturo pej. Izvoli. Jaz že drugega najdu. Oh, what a beautiful day. I got a wonderful feeling. Everything's going my way. Kaj si pa žalostna? Nič. Posluš, ti moraš imeti malo več zaupanja vase, veš? Pa dej, očino, tle sploh ne gre za zaupanje. Ti ne moreš itak poznati teh občutkov, no. Uspešen si pa še moški. Ja, oprost, da sem moški. Nimam nič pred tem. Pa pri uspešnosti tudi bolj malo. Dej, nehi, no. Ja, ker mamica vpraša. Ma hočem ti povedati, no, da gre tlele za krizo identitete, štekaš. Zato, da ne vem, da se ti kar na lepem vse sesuje, no, da se ti ego sesuje, pa se počutiš kaj na žival. Ej, oče, veš kaj je to, no, da te je strah svetlobe, no, pa da čutiš, da te zebe, pa te je strah odprtega prostora. Kako da si brez duše. Tega sem verjetno jaz kriv. Kaj? Ja, teh tvojih napadov malo duše. Jaz sem te premalo crkljal, ko si bila še majhna. Ne vem, hotel sem doseči kaj več v poklicu. Mislil sem, da bom odkril kaj epohalnega, razumeš? Ampak potem se zaveš, da je vse epohalno že odkrito. Odkriješ pa, da otroci niso več otroci, pa da jim ti ne moreš več kaj dati, pa da jim ne znaš nič več pomagati. Matej, oče, no, ne kompliciri, ti si čisto cool, no, zdaj ti mi tako skozi nekaj pomagaš. Mislim, no, problem je v tem, da se jaz ne znam odločiti za eno stvar, pa reči, no, tle bom pa nekaj dosegla. To je vse. Veš kaj, Pišuka moja mala? Midva sva si zelo, zelo podobna.
Vem, ja. Ko midva, ne vem, vsaj imela čist mal mamine samozavesti, no bi bilo vse drugače. Ne govor. Marijana, kaj se je pa zgodilo? Pusti primer, Leo, pusti. Pa ti povej mi, no. A vsega imam dost, vsega. Vsega. A koliko ti je treba povedati, koliko moram jaz ponavljati, ja, vsega mi je dost, kaj si kljubila, kaj. Poslušaj. Poslušaj, kdaj te jaz nisem poslušal? Daj mi povej, no. A daj mi mir, Leo, no, mir mi daj. A se mi ni bilo nič tacga, razumeš? Jaz sem tam sem stala sred pisarne in kar naenkrat. Paf! Zatemnitev. Zatemnitev, mami. Ja, tema, petja, tišina, konc filma. Zavedla sem se brezveznosti svojega življenja. Tej, mami, no ne moreš tako reči, kakšne brezveznosti, pa poglej se, no, koliko si lepa, pa pametna, pa uspešna, no. Pa mami, ti imaš možano, ko te ima rad, pa te razume. Pa se jaz vse to vem, ampak jaz ne moram nič narediti, da me razumete, to je tak grozen občutek, kada je vse dim, pesek. In sovražim ta svet, Leo, sovražim ga. Sovražim to svojo bedasto frizuro. Sovražim službo, sovražim tiste roditeljske sestanke. Marijana, daj pomir se, no. Ti bom jaz skuhal kamilce. Jaz ne rabim nobenih kamilc. Jaz ne rabim nobenega vajnega sočutja. Bolj, da ga ne mislim, ker ta je tvoj patos, zdaj je pa prav brezvezano. Kaj me gledaš, ko na crknjeno ribo, mami, jaz točno vem, kaj je to kriza identitete, je prav. Pa kakšna kriza identitete, no? Voda bo takoj. Ja, kakšna kriza identitete, to, ko imaš čisti blackout. Pa zdaj mi boš pa še ti tukaj nekaj. Ja, zdaj ti bom pa še jaz tlele, ker to je zame ena taka čist vsakdanja zadeva, kad da, ne vem, nosila premajhne čevlje. Zdaj bom lepo poklicala v službo. Kaj boš poklicala? Poklicala bom v službo in povedala, da te ne bo do nadaljnega. Kaj, Petja, kaj misliš, da je to kar tako? Da si nekaj izmisliš, pa te pa ni v službo? Ja, oči, ti si lahko kar nekaj izmisliš. Če imaš krizo identitete, te nekaj časa nikamor ni, ker imaš za narediti generalni remont osebnosti. Ja, hvala, Petja, točno tako je. Čakaj malo, kaj pa če bi jaz? Oči, nič ne boš ti, a jasno? To bom jaz, če sem rekla jaz. Okej. Takole, zdaj se pa nekaj tako izmenimo. Jaz bom naredila plan za terapijo in plan novega načina življenja v 5. hiši na levi. Aj prav? In brez ugovarjanja. Jasno? Jasno. Tako. Zdajle pa najprej služba. Glej ga, tajnik. Mami, vidiš, težave se že razrešujejo. Dobar dan, gospa šefica. Generalni sekretar bi rad vaš pisan odgovor. Generalni sekretar. Ja? Generalni sekretar je čist navaden lulček. To ste dobro povedali. A lahko dobim pol pisan odgovor za lulčka? Dejte mu vi tole cigaro, pa mu rečete: cigare damo, kube ne damo. Cigare damo, kube ne damo. Ne damo, točno, no. Še enkrat. Cigare damo, kube ne damo. Dobro je, no, vse vam gre v redu, no. Zdaj pa kar ponavljite, do pisarne ponavljite, da ne boste pozabili, no. Kar dajte, no. Cigare damo, kube ne damo. Ja, še kar. Cigare damo, kube ne damo. Marijana, iz tega bo nastalo celo sranje. Ja, sej more biti sranje, oči, no. A ja? Ja, ne moreš krize identitete premagati tako kar brez šok terapije. Ja, ko bi le bil dober. Katastrofa. Konc. Kaj pa ja, se je vašemu možu spet kaj zgodilo? Ja, zdaj pa do konca pogrnil. Pogrnil kam? Pri meni je pogrnil. A ne razumeš, nočem ga več videti, ker naj gre sam pa naj kup frak in metuljčka. A ste lahko malo bolj razumljivi?
Ja, Madonna, posel je pustil. A razumete, skregal se je z vsemi. Noče biti več ne kaskader, pa tudi pirotehnik. Je šel v Cankarjev dom, pa je kupil srebrni abonma. Prav, da bova od zdaj naprej sam še na koncerte hodila. Ja, pa se to je pa tudi fajn. Figo je fajn, je rekel, da sam do 7. meseca. Prosim? Ja, kakšen duš moj ta star hoče, da zanosim. Je kaj, otroka bi rad imel? Ja, v teh letih, kaj si predstavljate, no? Ja, pa se je še prav mlad kerec. Jaz o svojih letih govorim. A ne veste, koliko je to tvega? Vi bi to morali vedeti, saj ste degeneretik, ne? Kaj sem? Degeneretik? No, pa genetik, no. Pa jaz nisem noben genetik, jaz sem fizik. Ja, prav, Drek. Tveganje v vsakem slučaju. Ja, sej to imate pa prav. Ja, kaj ima prav, kako? Ja, ni se za igrat, ne? Jo, Leon, kdaj si se ti nehal igrati? Ja, kaj, se človek po 40 ne sme nobene stvari več želeti, ali kaj? Mora sam ti izdelati, komu drugi reče. Pa sej nisem tako mislil, no. Gospa, a se vam mal stemnil pred očmi? A? Kako pa to veš? Ha! Evo, kriza identitete, se mi je prav zdeli. Zdaj bomo začeli in vi boste zraven. Jaz ne bom ankjer več zraven. Zdaj grem in se nepreklicem fentam. Čakajte mal, če sem rekla, da ste zraven, a je to jasno? Ja, Madonna, ne se razburjati, Petka, v redu sem zraven. Ja, seveda se razburja, samo pogledajte se, kakšni ste, no, kot kozarc totalno kislih kumarc. Groza. Zdaj ne grem klicat enega super znanstvenika in upam, da vas bo malo spravil v red. Drage koke, začenjamo s prvo lekcijo. Pozdrav soncu. Sonce je ogromno, mi pa smo mičkene smeti. Sonce je vstajalo in bo vstajalo, z nami ali brez nas. Sonce je oko, mi pa smo veka, ki ne žikne. Nič, pasji drekec, manj kot pasji drekec, vonj pasjega drekeca. No, mislim, tole bom pa težko požarla. Svojega morate videti kot nekaj zelo motečega, gospa. Ja, je tukaj nekaj zate motečega, drži? Ja. Zaprimo oči, dihnemo in izdihnemo počasi. Slišali bomo, na kateri ton je uglašeno naše telo. Marjana, zakaj pa noben hudič ne dvigne telefona? Jaz sem v kleti, pa vsakič pridem prepozno. Sem lepo povedal, da pride posrednica zaradi hiše. Jaz ne najdem moje pikčaste kravate. Petino mačku sem dal v pralni stroj na 40 stopinj. A bo to v redu? Joj, ta kreten si še zmeri ni zapomnil, da je Uroš iz pikčaste kravate naredil dalmatinsko rapsodijo. Kvaj naredil? En modern kolaj. Pa dobro, mami, soseda, no. Dobili boste črno piko. Ja, jaz pa živčni zlom. Pa šefica. Marjana, usmilite se me, prosim, no. Kaj je čar človeški? Vse imate prav. Še manjka čaru, glista, slina v črva. No, to je že blizu popolne zbranosti.
Ja, saj bi bil vi tudi gospod trener, ampak... Nisem trener, jaz sem guru. Če bi službo zgubil. Kaj ste? Službo ste zgubil? Ja, gospa šefica. Ja, pa kako ste službo zgubil? No, šel sem generalen, Ja. in sem mu rekel, Kaj ste mu rekel? cigare damo, kube ne damo. Prav ste rekel, kaj je pa on pol rekel? On je pa pol rekel, cigare vzamemo, službo pa tudi. In me odpustil. Pa kako je mogel vas odpustiti? Jaz mu vratno bom zavila. Mami, posluš me. Ne. To se tebe sploh ne tiče več, a jasno? Vas pa tudi ne. Jasno. To si ne bo tako težko za zapomniti. Lepo se sem usedite, pa se nam pridružite, pa bo kuj boljš. Piero, gremo. No, lepar odkite. Tukaj. Ne mi govor, da ne znam igrati. Ta tvoja igra je totalno štrikanje, razumeš? Beda! Ja, se mi zdi, ja. Mislim, ne zastopam, kako ne moreš poštekati, no? Nič ni zaštekati, razumeš? V tej tvoji igri ni nič življenjskega, nič! Dej, ti, draga moja genialna sestra, dej enkrat malo okrog sebe pogled, pa boš videla, kakšen življenjski problem predstavlja kriza identitete, no? Kaj hočeš reči? Ja, pa dej pogled, kaj se z mami dogaja, no? Čak mal, z mami je nekaj čist drugega. V tvoji igri ni niti malo ženske psihologije, nič! Ej, dokle gor te imam? Itak pa zdajle Julija pride, pa boš videla, kako se glumi. Ja, Julija, super, da me ne bo raznesel od veselja. Kaj ne bi pa to pomenil? Noč sam to, da je tok blond, da se sama s sabo pogovarja, ko na koledar gleda. Ta je dobra, ja. Ja, dobra, pa še nekaj ti povem. Veš kaj, ne šteka niti, zakaj je leto zmeri daljše, listko na koledarju pa vedno manj. Ne razumem. Ja, ona tudi ne. Ej, Julija! Živijo. Urška, sem čula, da ti lahko jaz pomagam. Pomagaš ti meni. Ja, ma Uroš mi je rekel, da ne znaš odglumiti niti najbolj preproste identitetske krizice, no. Aha, torej domnevam, da ti pa znaš. Ma ja, glej, jaz sem tudi lepa, da znam odigrati vse brez ženiranja. Genialno. Brez ženiranja, mater ti ena. Ja, glej, jaz to igram z distanco, ti pa ne. Evo, in tu je tvoj problem. A to je moj problem? Ja. Sem jaz pokazala, kaj je moj problem, ti si moj problem! Mir se, ej! Slišiš? Motam. Vsi zbiri prideš prezgodi. Prav. Zdaj bom najprej umrl, pa pridem. Pa dej, Boris, koncentriri se, kaj itak življenje prekratek, da se človek sekiral, no. A si slišala, Urša, no? Dajte mi mir, veš, koliko vas imam jaz dosti? Jaz vas imam vseh dosti, jaz sploh ne vem, kaj počnem tle, sploh ne vem, kaj vi na tle počnete, razumeš? Ne bom več igrala, ne bom več igrala, nikoli več Ma ja, ma to je kriza identitete, no! Ma daj, pejš! Kaj pa je z vami tle? A ste tudi vi v krizi? Takoj vsi ven na jogo, gremo! Točno, to je dobra ideja, to zna pomagati. Vsi ven, gremo! Kaj je z vama, ne greste ven? Jaz ne. Ne. Potno pa mi imeli tlele individualni tečaj. Rokce, oba, Julija. Dajmo. Lepo sklenimo energetski krog. Kontakt z očmi. Smo? Globoko dih. Gremo. Dobro jutro. A kaj motam? Ptičica, sedi zraven. Ja, a se me ne spomnite? Jaz sem vam to hišo našla, posrednica za nepremičnine iz agencije Mojmir. Nekaj zelo konkretnega sem se pa šla zmeniti. No, vi se kar zmenite. Z vašim možem. Kaj? Čakajte, kaj se pa imate vi z mojim možem zameniti, gospodična? Gospa, jaz sem v službi. Napaka. Napaka. Slabo šefico imate. Šefa, sem rekla agencija Mojmir. O, Mojmir. To bi bilo pa nekaj za mojega moža, a vam ga lahko predstavim. Stopite malo k meni, prosim. Če oče iščete, ste malo pozna, veste. Zdaj ima ogromno dela na inštitutu, tako da je cele dneve tam. Se mi je kar zdelja. Kaj se ima pa vam to zazdeti? Nimam kaj razčiščevati tega z vami. Vašega očeta rabim. Tole ste se pa zmotila zdajle. Jaz sem njegova menedžerka in meni vse zaupa, tako da se boste mogla prav z mano imeti. Pejva kar v hišo. Ja, prav. Tako, zdaj mi pa povejte, kaj je narobe. Kar očeta vprašajte. Vse vidim, da je tle, se v kuhinji skriva. Oči, kaj naj te vprašam?
Nič, nimaš kaj spraševati. Pa če moram. Ne, so ene stvari, ki jih moram sam urediti. Si predstavljaš, da mami kaj zve, ravno zdaj, ko preživlja krizo identitete. Pa daj pusti mamico, daj meni povej, kaj ima zapovedati, no. A ti si pa preobčutljiva, vsaka stvar te vrže iz tira. Ma ti si čist iztirjen. Ja, smo res iztirjen, ja. Hišo imamo pod hipoteko. Ja, jaz moram pa to plačati. Ja, zakaj se pa zdaj režiš, če moraš plačati? Zato, ker nimam tega denarja. Ja, daj oči, ne si sekirat. Meni je zadnjič ostalo ful enega denarja. Ti mu jaz posodila. A, fina, no, bova dala na kupček. Ja, samo lepo praviš. 300 000. $? Mark. Pišu, oči. Jaz bom kar harikiri naredil. Nekaj se zdaj zafrkavati s temi kumarami, no. Kje imaš v liste? Se nisi na papirčke nekaj podpisoval? To mi je pogodba. A tole, a? A tele štrikci? Štrikci, pa podpisi, pa številke. Čakaj, a se je tale Mojmir je pustil kakšno telefonsko? Tole je. A tlele je. Dej, oče, pejva ga poklicati, a? Meni se gravža. Pa dej nekaj, ne bom zdaj spet se sama rihtala. Pejte, kar pejte. Jaz sem neumnosti. Pišuka. Sam, vi ste pa tudi smešni, no, če smem povedati. A mislite, da bomo bajto plačevali, pa hipoteko plačevali, pa vas plačevali, kaj? A pa še počitnice plačali? Gospodična, a lahko... Ne, zdaj pa tiho, ko bom šefa poklicala. Več, ko nas je močnejši smo. Haj, Leon. Haj. Se jaz sem res ena čista nula. Dobro, da si to spoznal. Učenje s koani. Mama! Kaj se je pa zgodilo? Dejno, ne morem pred celim parlamentom razpravljati. Ja vem, mama, kar takole, kot strela z jasnega. Kaj je? Če se ti v življenju vse poruši, ne moreš po pošti pošiljati telegrama, ne? Kaj pa ne zdaj to pomeni? To, da ste moški navadne, živjo. Kaj navadne? Egoistične zverine. To imaš, babi. Živjo. Babi, San Piero je vrhovni mojster, on je več kot moški. Ja, to pa či zares, čeprav na zunaj ne zgleda. Kar pridružite se, madam. Prav? Če je to prav? Kaj? A temi. Se ne morem več. Se nimam nobenega te pravega apetita. Ni videti. Tihbot. Poslušaj, no, kako je zdaj s tistim novim tvojim? Skregala sva se, pa je šel. A veš, kaj si izmislil? Ta fosil, poapnen kakšen kapnik. Da je nekaj bral, da ima pa v roti zadnji koncert, preden gre na operacijo hrbtenice. On pa zadnjo šanso, da ga posluša v živo. Si se misliš? Raj posluša nekaj ka mene, pri teh letih lepo da Tihbot! Pa sem mu rekla, veš kaj, če imaš raj bel kanto, kakor moje večere ob svečah, pa sprav svojo kanto z mojega življenja. Zdaj pri tej priči, pred. Tako, tem pa malo pri vas. Pa da me ti se pa že dajla lama mečkan zrihta. Pogrem pa nekam na Tenerife, kaj. Dejmo, zdaj pa konc kokodakanja. Vidva lepo gor v sobo, spočita se, jutri imamo naprej seanso, pomagar otroke delita čez ta. Maličko. Lahko moč, mami, lepo da prišla. Dio. A se vlečeš, ka bi v 100 let star. Ne bo pa piškotka, na. Šti? Veš kaj? Tale tvoj daj da lama me mečkan zrihto, veš. Zdaj imam spet malo apetita. Ne morate jo videti, no saj sem rekla, pa ne je mote, če ima terapijo. Sam to je povedati, da že delam. Ja, Pišuka, zdaj pa pejte nor. Pa pasta na mojo cvetko. Dio. Ja, Dio. Gospodična, zahvalce se vam prišla. Ja, zakaj pa? Ja, zato, da me niste v ti sranje vmešali. Dejte, no, se vi niste nič kriva. Vi ste zadnjič pa šla pol s Pierotom k temu šefu Mojmiru, ne? Ga je Pierot tok prvil, vse je zrecitiral. Jo, jaz sem bila čist pav. Nisem mogla verjeti, da je Mojmir tako pokvarjen tip.
Sploh pa nisem mogla verjeti, da je tista močen gospod, ki je bil z vami advokat. A Piero? Ma sej ni. Ne. Ti pa poznaš vse tiste člene pa zakone. Ma ne vem, on je tak naraven talent za pravo, drugače pa družinski prijatelj. Veste kaj, mogla bom iti. Žal. Kam greš v službo? Ne, na borzo dela, brez službe sem ostala. Joj, čakajte, gospodična, pejte vi malo z mano not. Aj prav? Konec jutranje seanse. Gospodična bi se nam rada pridružila. Dobro jutro. Pa se meni blede? Dej, oči, no, gospodična bi ti samo rada nekaj prijetnega povedala. Ja, gospod. Hipoteka na hišo je bila izmišljena. Popolnoma. Kaj? Kotaleči, imam jaz halucinacije? Ne, čista resnica, glavca. Mojega šefa so zaprli. Poneveril vse zadeve okrog hipoteke in to sploh ni bilo ta prvič, si morate misliti. Oči, no, kaj tako gledaš? Piero mi je pomagal. To je bila tvoja kriza identitete, kaj, ja? Si mislil, da si zadolžen, ja? Zakaj imaš pa mene, ja? Zakaj imaš mene? A nisva zato skupaj, da mi boš take težave zaupal? Ja, mami, sigurno ga imaš še za kaj drugega, no? Šefica, božjo, Gospa šefica! kaj je? Po Nikvarjevo hočejo dati na vaš fest. Po Nikvarjevo? Nikdar! Dokler sem jaz živa, po Nikvarjeva ne bo nikdar direktorca. Kriza identitete, gor ali dol. Bravo, Marjana! Nikdar! Bravo, gospa Marjančka, tako, akcija! Ja, nisem mislil, da bo tako hitro prišlo do preobrata, A ja, kaj pa žalujoči ostali tist, ki smo še zmeri čist na tleh? Sem pozabil. Tvoj mož je vrnil abonma. Ja, je dobil vlogo pervertičkarih, je zelo nevarno vlogo. Doma je, sigurno. To mi rec, Ja. pa ne bo treba zibat, kušant ga grem! Oči, a veš, da je gospodična izgubila službo? A res? To je pa res, ja. A dajte no. Poslušajte, pri nas na inštitutu ravno zdaj rabimo eno za stike z javnostjo. A bi vas to zanimalo? Ja, seveda, jaz sem od vedno to hodila početi. Dajte, pejte z mano. Novinarka namreč. Diradando sentimento come tuo che chiedamente cascetato fai e suna. Guarda qua che sto giardino siente sti ciurre arance no profumo così fino dindo corse se ne va e tu dice io parto addio da lontana da sto cuore da sta terra dell'amore tieno corre non torna ma non me lascia non darme sto tormento torna sorriento a me campo Kje živijo geniji, rosne lepotice, kje živijo pesniki, nežne spovednice. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, kje živijo Einsteini, mame zgodovino, gimnazijske mišice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi.